Dobrodošli nazaj. Sedaj, ko bomo nadaljevali z predavanjem o obkladkih, ki lahko neverjetno učinkovito odpravljajo simptome in hkrati tudi pripomorejo k zdravljenju. Veliko bolezni prihaja zaradi vnetja in ingverjev obkladek, ki zmanjšuje vnetje, lahko na dolgi rok pomaga zdravljenju artritisa. Nekateri ljudje so zelo dolgo trpeli in nočejo uporabljati več zdravil, torej te preproste stvari lahko pomagajo. Kar sem pa odkrila je, da in tudi vedno molim za obkladek in vedno vprašam, če lahko molim za to, in vedno rečejo, da lahko molim in vedno prosim za to. Ampak to je lahko zelo nekaj, kar odpre vrata do srca človeka. In to vidite v teh preprostih obkladkih, naravnih tretmajih. Morda ne delajo vsega prav, ampak ko pa začnejo dobivati olajšanje, se pričnejo tudi odpirati bolj za duhovno. In to je tudi blagoslov. Pogledali si bomo sedaj tole tekočino, ki se tukaj proizvaja. Torej, sirup čebule se je že pričel topiti, zato se tudi reče sirup. Torej, če imate nekoga, ki kašlja in kašlja, mu date vročo kopel za noge in ja, daste mu lahko čebulo na noge, ampak med tem časom, ko ste vse te stvari postorili na noge, mu lahko date še nekaj sirupa. Torej, na dolgi rok lahko naredite sirup približno v 1 uri. Ampak idealno je, da počakate nekje en dan in potem ga precedite in to je to. Pogledali smo si tudi ingverjev obkladek za vnete sklepe, artritične sklepe, boleč spodnji del hrbta. Pogledali smo si tudi krompir. Krompir je za vnetje tkiv, torej uraščeni nohti. Nekje pred 4 leti, ko sem kolesarila pri nas doma, Misty Mountains, in nisem bila pozorna. Takrat se ponavadi tudi zgodijo napake. Ko sanjamo, gledamo drevesa in moje kolo se je ujelo v neki brazdi na mostu in tako sem padla. Padla sem čez balanco in glava je trčila ob rob, ob mik. In vidite, da imam tukaj udrtino. Nekateri mislijo, da gre za udrtino. Takrat sem padla na mostu. Vzrok je to, da sem padla na mostu. Ja, vzrok ni vedno tako preprost, kot smo že videli. Ampak moj sin je takrat kosil travo in videl je, da sem bila v težavih, je prišel k meni in rekla sem mu, moj prst. Torej, padla sem tukaj, se podrgnila tudi bok, tudi tu imam brazgotino in zlomila sem tudi 2 rebri. To sem odkrila šele kasneje, ko sem kihala. Ojoj. Ampak vse, kar sem lahko mislila, me je v bistvu obremenjeval prst. Ko me je pripeljal domov, sva pogledala, sem imela veliko črno trsko kot šibica, ki je šla noter pod mojim nohtom. To me je zelo bolelo. Tako sva dala tukaj led, ker je to bilo hudo raztreščeno. In William je rekel, mami, dej, bom probal, če gre ven. Ni dolgo trajalo, da sem mu rekla, da sem pustila raj noter. Torej, gor sem dala obkladek krompirja in sem šla z obkladkom tudi v posteljo, z roko v zrak. In hvala Bogu, celo noč sem spala. Kaj ni to neverjetno? Vsakič, ko dobim bolečino, ne razmišljam o protibolečinskih tabletah, ampak se razmišljam, kaj povzroča bolečino in kaj lahko naredim proti tej bolečini. Imela sem tudi zelo lepo make-up okoli oči, ki je bila neka vijolična, ki je šla vse okoli tukaj. In imela sem tak velik buhteljček tukaj, ki je izginil nekje po 2 tednih do golf žogice in čez 2 tedna do kedamskega oreščka. Zdravnik me je obiskal, prijatelj naš. Povedala sem vam, da imam dobre prijatelje med zdravniki. On mi je svetoval,
On svetuje drugače ljudem, da pridejo do mene. Je rekel, kaj se ti je zgodilo? Padla sem na mostu. Hematom, to bo trajalo 3 mesece, da bo usahnil. Prav je imel, vendar ta ni usahnil, ampak je šel bolj navznot. In potipal je moje rebre in rekel, tukaj imate počene rebro. Sem rekel, tudi tako se počuti in nič ne morate kaj veliko narediti proti temu. Ampak vsak dan sem ležala na trampolinu z obkladkom iz Gabeza. Poznate Gabez? Gabez, ki ima stimulant rasti in ta stimulira hitro rast. Verjetno imate še drug ime za to. Weinwell po nemško. In ko sem prvič šla domov, si zasadila Gabez, ki na aloe vera vse okoli hiše. To sta bile prve reči, ki sem jih zasadila. Torej sem dala Gabezov kladek vsak dan tukaj gor, ker si mislila, verjetno sem si razbila tudi ličnico. In kaj boš storila? Nič. Torej dala sem obkladek gor. In tako imam sedaj luknjo. Kar pa vam želim povedati, je o prstu. Torej, naslednji dan prst ni bil več vnet. Pa veste zakaj? Zato, ker ni bilo več vnetja. Kar sem pa storila naprej, je bilo, da nisem nič storila, dokler ni spet postalo vnetno, sem dala še enkrat krompirjev obkladek gor. Torej, še en obkladek čez noč. In naslednji dan ni bilo vnetja. In naslednjo noč, torej 3 noči naribanega krompirja, je zdržalo preko dneva, proti koncu dneva pa je spet začelo se vnemati. Na tretji dan pa, po tretji noči, torej 4. dan, sem si pogledala in tista črna točka je bila veliko bolj izražena. Kar je obkladek naredil, da je spodbujal kožo, da to porine ven. Torej sem vzela pinceto in sem potegnila ven. In to je bilo nekje, verjetno, nekaj milimetrov dolgo, kar debelo. Res velika trska. Kaj bi se zgodilo, če bi to storila, če ne bi nič naredila? Ker nisem vedela, kaj naj storim. To bi nabrekenilo še enkrat, se vnelo. In morda bi vzela protibolečinske tablete, ampak to ne bi pomagalo temu. To bi samo ustavilo, da moje telo ne čuti bolečine. Bolečine pa je z razlogom. In potem, kaj se je zgodilo? Vse je postalo rdeče in videla sem, kako je prihajal gnoj ven. In potem ljudje mislijo, infekcijo imam, antibiotike rabim. In zdravnik pogleda, rdeče, vneto, postaje rdeče tam in boleče. In oseba ostane na protibolečinskih in antibiotikih. Vse pa, kar potrebujemo, je krompirjev obkladek. Če ta krompirjev obkladek ne bi oduzel moje bolečine, bi probala z vročim in mrzlim. Ampak zelo zaposlena ženska sem in krompirju je to uspelo, tako da nisem sedela na toplo in mrzlo obkladke. Nekoč sem imela gospo, ki mi je klicala in rekla, moj 10-letna punca je stopila na rjast žebelj in ta je šel skoraj skozi zgornji del stopala. In rekla je, imamo nariban krompir, ampak še vedno je rdeče in še vedno je malce vneto. In še vedno malce boli. No, torej storite sedaj vroče in mrzlo. Kaj bo to storilo? Premikalo bo kri. In več kisika bo prišlo, več hranil bo prišlo, odvzelo bo več smeti, več belih krvničk bo tam. Torej delajte to izmenično kopel in potem dajte krompirjev obkladek gor. In pokličite me čez 2 ure, ker me zanima. Odziv otroka. In če ni odziva, potem greste lahko k zdravniku. Takam bo dobila tetanusovo cepivo, antibiotike. Torej, gledate za odziv. Čez 2 ure me je poklicala in rekla, vse vnetje je šlo nazaj, ni več rdeče in moja hčerka se smeje. Torej, odziv vam je povedal, dobro, lahko storimo tako, ja. Naj pa vam povem, eden izmed gospodov, ki je delal za nas, nekoč hipi, bos je hodil, kosil je z srpom, okriljenim srpom. In on je hodil bos in rezal travo in ta se mu je rezala od zadaj za gležnjem. Slišala sem za to. To bo bolelo. Ampak nisem slišala več. In on je živel nekje spodaj v enem malem avtobusu.
O tem o njem nisem slišala kaj več in potem po 3 dneh mi je en izmed fantov rekel, ste kaj videli Krisa? Njegova noga je kot rdeč balon in ima rdečo črto, ki gre gor po nogi in leži v svoji posteli in kadi marihuano in čaka, da se narava zrihta to stvar, da se pozdravi. Kje je zdaj naš pregovor, stavek? Telo se bo pozdravilo, če mu daste prave pogoje. In nažalost, marihuana je samo omilila bolečino in to ni bila dobra ideja, zato ker ta bolečina je bila tam z razlogom. Kaj ni tako? Bolečina je tam z razlogom. V bistvu gre za znamenje, da moramo nekaj narediti. In rekla sem, pripeljite ga sem. Fantje so ga tako prinesli gor. No, prinesli, ja. In naredila sem vroče mrzlo z njim. In tako sem ga previdno gledala, kako je ta njegov vroče deluje na njega. Tu imamo popolno okolje za tetanus. Konji imajo v sebi tetanus. In mi smo imeli konja. Imamo tudi rano, ki je globoka in je na zunaj pozdravljena, znotraj pa ne. Popolno okolje. Tako da sem delala z njim vroče mrzlo in to je bolečino spravila dol, nekje za 50%. In takoj vidite po odzivu telesa in govorica telesa govori, da je pomagalo. Ko je nekdo v bolečini, skoraj si ne morejo pomagati, da so napeti. Tudi njegova ramena so se sprostila in nasmehnil se je na obrazu. Potem sem pa naredila največji krompirjev obkladek, ki sem ga kdajkoli naredila. Zavila celotno nogo v ta nariban krompirjev obkladek in potem vse skupaj povila še s povojem in prosila Boga, da blagoslovi ta obkladek. Sedaj lahko je hodil, šepal in sem mu rekla, naj pride čez 2 ure nazaj, da bo pogledal. Veste, kaj je bil prvi odziv? Se pravi, bolečina se je zmanjšala. To mi je povedalo takoj, da smo na pravi poti. Želela sem ga nazaj čez 2 ure, ker sem hotela videti, kako je z njim. Po 2 urah je prišel nazaj in tista rdeča črta se je zmanjšala za 20 cm, kar je kar veliko. Torej, kaj je bila tista črta? To je v bistvu zastrupitev krvi. In ko sem vzela bandaže dol, je iz rane tekel gnoj ven. To želite, da teče ven. Se spomnite, če je zaprto, ampak ni se pa pozdravilo od znotraj. Torej sem rekel, hvala Bogu, tukaj je odziv. In tisti rdeči balon noge se je sedaj zmanjšal za 1/3. Torej ponovila sva vroče mrzlo, to je bilo že ob 6 zvečer in naredila sem nov krompirjev obkladek in sem rekla, pridi zjutraj in bova spet pogledala. In ko je prišel zjutraj, je ta rdeča črta se zmanjšala še za 30 cm. Sama noga še ni bila čisto na normalnem, ampak skoraj. In krompirjev obkladek je potegnil ven veliko več gnoja iz rane. Torej, kaj mi telo pravi sedaj? Lahko nam bo rata. In mislim, da vroče in mrzlo so še enkrat ponovila in še en obkladek. In tako sem prepustila vse skupaj njemu. In če je želel pomoč, kaj torej ve? Da lahko pride in dobi obkladek. Torej, v 24 urah je šla rdeča črta skoraj nazaj na normalno. Rekla samo, ta rana more teči, se gnojiti ven, dokler ni popolnoma pozdravljena od znotraj navzven. In to je bilo kar neverjetna izkušnja, zaradi tega, ker nekdo bi si takoj mislil, da je to zelo ekstremna situacija. Ampak takrat smo živeli globoko v deževnem gozdu, 1 uro od mesta in včasih to, kar lahko sam narediš, takoj lahko prepreči krizo, če imate dolgo pot recimo do mesta. On sam ni želel iti v bolnico in mi si nismo želeli, da umre. Ampak zato smo se olajšali, ker se je vse to odvilo. Moj vnuk je tudi stopil na žebu. Imel je tiste plastične krokse gor in seveda je žebel šel v njegovo nogo. In ko so ga pripeljali k meni, je bil umazan, zato ker se je igral na delovišču, tam, kjer so možje in delajo, gradijo hišo. Prva reč, ko so umazane noge, kaj storite? Seveda, vkopate ga. Jokal se je. In kaj naredi kopel? Malo ga pomiri. Prva stvar je,
umijete. In če menite, da rana potrebuje še več čiščenja, potem date gor vodikov peroksid, to vse skupaj tako malo napeni in tako očisti rano. Potem sem naredila obkladek s krompirja. Za malčka 3-letnika je bil obkladek malce daljši od tega, torej to sem samo razporedila krompir, da je bil malce daljši. In to je približno velikost nogice njegove. Ko smo nogo dali gor, dali od spodaj plastiko, vse skupaj povili, nogavico gor, in potem smo dali krokse gor in ga poslali domov k mami. William je povedal, da je naredila še en obkladek tisto noč zvečer in ga imel čez noč in zjutraj ni bilo več bolečine. In se je počutilo dobro, ni bilo rdečine, ni bilo vnetja, nič. In tudi otrok ni več jokal. Na koncu niso dali več obkladka, ampak samo nogavico in čevelj, da ostane čisto. In do konca dneva je spet začelo vnetje, torej spet so naribali krompir in dali spet čez noč. To se je trajalo približno 3 dni, samo preko noči in čez dan nogavice. In po 3. noči je William prinesel uporabljen obkladek in mi pokazal, glej to, mami. In na vrhu obkladka so bile majhni oluščki, ki so bili skoraj kot fluorescenčne modre kovine. Torej, krompir je potegnil ven rjaveč železo in ga očistil železa. A ni to neverjetno? In nič drugega, nič več niso storili potem. Zato, ker je njegovo telo se odzvalo in reklo, da ni več nič za postoriti. Če do konca dneva bi bilo spet vneto, kaj bi storili? Še en krompirjev obkladek. In če krompirjev obkladek ne dobi odziva dovolj hitro, potem naredite vroče in mrzlo. Jaz pa bi rada končala z obkladki krompirja, tukaj. Vprašanje, gospe. Kako pa je z vnetji zaradi insektov? Ali bi lahko uporabila obkladek? Morda veste, zakaj je vneto? Zdaj, ker ljudje praskajo. Torej led. Če ga poledenite, ga ne boste praskali. Če praskate pik, se bo celo okoliš vnel, poškodujete kožo in takrat se vse skupaj vname. Torej samo pod led date. Ampak če je vneto, potem potrebujete uporabiti nariban krompir in pogledali si bomo tudi oglje. Tudi to bi lahko uporabili. Vprašanje, gospe. Kako pa je z ugrizi klopa? Za klopa bi lahko, ja, tudi. Ampak še enkrat, naredili bomo še več obkladkov, tako da vidite, kako se telo odziva. Lahko izmenjujete enega vsake 2 ure in različnega in vidite, kako se telo odziva. Moj sin, ko je imel 10 let, ko je bil 10 let, poznate te švelerje, ki so na železnicah, te leseni hlodi? Veliko ljudi teh hlodov vzame in jih uporabi doma okoli bazena in en izmed teh lesenih stebrov je bil malce pokvarjen, že malce zlomljen in tako je udaril svoj spodnji del podplata in prijokajo k meni, William. Ne riše me sicer dobro, ampak se bom potrudila. Torej, noga, podplat. Luknja je bila tukaj. Tudi s pinceto sem potipala v rani, kolikor sem si pač upala, morda kakšen centimeter, ampak zdela se mi je nekaj, je bilo noter, pa je šlo ven, sem si mislila. Tisto noč smo dali obkladek, ker bo verjetno malce vnet, in naslednji dan je šepal okoli. Torej tisto noč sem naredila še vroče mrzlo in še en obkladek. In zjutraj še enkrat. In ponovila. To sem počela 2 tedna in še vedno je šepal okoli in sem se mislila, kaj je narobe z njim, kaj je s to nogo? In prijatelj nas je obiskal. No, še to povem. William je bil bolj občutljiv fant. S Petrom sem lahko počela kar čem. William pa bolj občutljiv. Ni dovolil vsega. Ni mu bilo všeč stvari, ki ga bolijo. Torej, nisem ga silila in nisem tudi pritiskala na podplat. Ker ni želel, da se dotikam. Torej, nekoč nas je obiskal prijatelj, fant,
In je rekel, naj pogledam njegovo nogo. In je pritisnil njegovo nogo. In on je zakričal. Skoraj skočil s stola in prijatelj je rekel, da ima verjetno eno trsko noter. In kar velika, potrebovali boste operacijo, da boste to ven dobili. William me je pogledal in sem rekla, vse v redu, Will, bova naredila operacijo z naribanim krompirjem. Torej, to sem storila. Vroče in mrzlo zjutraj, obkladek. Za kosilo, obkladek, nov obkladek. In zvečer ponovno vroče, mrzlo in obkladek. In to, kar sem počela, je to non-stop terapija. To ponavadi ne delam non-stop, ampak to je bila resna stvar. Po 2,5 dnevih, ko sem zamenjala obkladek, sem videla majhno črno kroglico tam noter v luknji, približno tako veliko, kot dve šibici. In sem se mislila, tega pa še nisem videla. Sem potipala in trdo je bilo. In če se spomnite, William ni mu všeč, če to počnemo, ne? Torej, rekla sem mu, samo podrgnila bom kožo z tole šivanko in to me je dolovil, tako sem dala iglo v stran tega lesa in sem pomikati navzgor in šlo je ven. Torej, ustavila sem se in poklicala vso družino, ker smo ga gledali, ker je 2 tedna šepal. In sem rekla njemu, naj to on naredi. In to je on naredil. In ker samo je prišlo ven. Verjetno je bil približno 3-4 cm dolga trska. In to je bil ta kos lesa, ki je bil v njegovi nogi. Se spomnite, ko se je to prvič zgodilo, sem dala noter pinceto in nič nisem čutila. In mislim, da ni šlo tako plosko in tudi ne direktno noter, ampak da je bilo bolj pod kotom. In kar je vroče in mrzlo storilo in krompirjev obkladek, je to, da so dali telesu prave pogoje, da je lahko ta les potegnil ven iz telesa. Neverjetno. Will še vedno ima brazgotino tam pod stopalom, kjer je bil ta les. Ne? In kaj sem storila potem? Nič. Zato, ker je problem trska bila odstranjena, tako da sem ga spodbujala, da naj ne skače več po lesenih travih. Rana je bila čista kot pišuka. Kaj bi se zgodilo, če ne bi nič storila? To je bil star šveler od železnice. Več kot 20 let je bil pod železnico. Kaj ima vse v sebi? Umazanijo, kemikalije in vse živo. Vprašanje? Tudi z operacijo bi verjetno bilo vse težko dobiti ven. Ja, res je. Z prijateljem, zdravnikom sem govorila nekoč in rekel, da je bila gospa nekoč pri njemu in njen fant je imel bambusovo palico, ki je šla zadaj v nogo in operirali so ga. In tam, ker so pričakovali, da je, so urezali, ampak niso našli paličke. In ne bodo šli res, da bi rezali vse. Moj prijatelj, doktor, je rekel mami, ker je kitajski zdravnik, je rekel, ker ima tudi malo naturopatskega ozadja, mami je rekel, pejte domov in delite vroče in mrzlo. Vsako jutro in vsako popoldne. In na koncu je samo prišlo ven. Malo po malo. Mislim, da je rekla, on mi je povedal zgodbo. Rekel, da je nekaj 10 dni je trajalo in potem je špička prišla ven sama iz noge. Vprašanje, če bi poskusili zdraviti osebo, ki je uporabljala zdravila brez recepta na dolgi rok in sedaj pričete z njim naravna zdravila, ali bi bili efekti zdravljenja isti kot ljudje, ki že mnogo let uporabljajo naravna zdravila? Kar pomeni, ali ima isti učinek na telo. Jaz sem odkrila, da še vedno ima iste učinke, kar je dobra stvar. To sem počela tudi z alkoholiki. In ne bi si mislili, da ima to efekt, ampak še vedno ima efekt tudi pri njih, kar je super. Zato, ker telo se želi znebiti teh tujkov v telesu in kar stori je, da bo pospešilo proces, ko to počnete. Vroče in mrzlo, kaj dela? Prikliče kri. In obkladki v bistvu samo zmanjšajo vnetje, zmehčajo tkivo, tako da se nekako odpre in pomaga, da lahko potegnemo ven. Vprašanje? Bi lahko tukaj uporabili tudi bez?
Ja, bez. Ja, nadaljujemo z gabezom. Mislim, da smo izčrpali krompir, ki je res preprost obkladek in kako močan je, neverjetno. Jaz se moram malce zadržati, zato ker je veliko zgodb o temu. In te, ker sem jih povedala, so najbolj neverjetne zgodbe. In če se spomnite Krisa z njegovim unetim stopalom, ki je imel rdečo črto, se je fiksal z marihuano. Kot vidite, včasih nimate besede glede na to, kaj oseba počne, ampak vseeno, v redu boste, dokler boste imeli rezultate, potem so odprti tudi za, da poslušajo vašim nasvetom, tudi na drugih področjih. Gabez torej vsebuje rastni stimulans. Napisala bom tudi, kakšne lastnosti ima. Rastni stimulant je alantin. In njegov psevdonim je Knitbone. Zdaj, ker ima rastni stimulant, proti vnetju je, torej kjerkoli to aplicirati, bo zmanjšalo vnetje. Vprašanje? Lahko prosim zapišite rastni stimulant? Stimulans? Ja, lahko. Alantin. Mislim, da se ne piše stin. Alantin. Saj mislim. In hkrati tudi je tudi lubrikant. Torej popoln za sklepe. Še posebej, če ima nekdo že razpadel sklep, lahko kot rastni stimulans lahko pomaga stimulirati hitrejšo obnovo. Vprašanje, to je treba pojesti? Ne, to je treba aplicirati od zunaj. Torej, najbolj zanimiva zgodba, ki jo imam, je, ker je starejša gospa, ki je čistila v 50-ih in moj sin jo je naučil voziti majhen motor. In učila se je in mu je rekla, upočasni se. In mislila je, da se bo upočasnila, če bo tako naredila z roko. Torej, je šla ravno obratno, hitreje. Videla je zid, se obrnila stran in potem je kolo padel na njo, motor. In ko so prišli do nje, je njena golenica, tibia, visela ven. Ne skozi kožo. Imeli smo nekega gospoda, ki je pri nas delal in njegov dedek je bil specialist za kosti iz Malajzije. In on je pretekel tja in rekel je, bom zrihtal, gospa. In na hitro jo je dal na mesto, tisto kost. Jaz nisem bila takrat tam, prišel je rešilc in seveda se je njena noga napihnila kot balon. Pogledali so rentgen in tibia in fibula sta bili popolnoma zlomljena in tudi zdrobljeno koleno. Torej bila je v bolnici in sedaj so jih hoteli dati ploščice noter in dvakrat so jo peljali v operacijsko sobo in so rekli, da je njen koleno preveč vneto, da ne more operirati, če je tako vneto. Tako jaz sem jo obiskovala vsak dan. In enega dneva, ko sem prišla k njej, je njena noga bila skoraj otopela in masažna punca je bila z menoj, ki je masirala stopala. Včasih je to edino področje, ki ga lahko premikaš. Torej, ko je masirala stopala in smo se pogovarjali, v 15 minutah je noga bila rdeča, prej bila bela. O, kako super se je počutila. In njen mož je bil tam zraven in 5 dni je že bila v bolnici in me je pogledal in rekel, jaz bom Kathy peljal domov, je rekel. In potem sem rekla, stori to. Torej, Kathy so peljali domov in tako je bila z nami in imela te ježke, ki so povezovale okoli te palice, ki so imele te ježke gor. In doma smo postavili posteljo sredi zime, kjer je bila v postelji, ker smo vedeli, da ne more hoditi. Morala je biti popolnoma imobilizirana. In rekla sem fantom, ki sta bila približno 12 in 14, fanta, potrebujemo gabez. In sredi zime. Torej po zimi so zdravilne učinkovine v korenini, zato ker listki odpadejo. Nimamo sicer snega, ampak pomrzne pa. Poleti pa spomladi pa dobimo to alantin največ v listkih. Torej, prinesla sta mi približno toliko korenine. In kaj sem storila? Oprala sem jo in naribala.
In naribala sem jo na ta majhen ribežen in pride skoraj kot čigumi ven. In to je ta lubrikant, ki je v temu. Zelo lepljivo. Kar sem storila, je raztegnila sem to po krpici. Takole. Tudi na sredini sem to razporedila, zložila na pol, zapakirala z leve in z desne. Tako da sem imela približno tako veliko površino, vedela sem, da je to dovolj za njeno tibio in tibio. In kar sem storila je, da sem na to polila približno žlico vrele vode, hitro na pol zložila in ta voda je pomagala, da je prišel sok ven. In potem sem to položila na koleno, plastiko čez, zavila in jo naštimala kot neka opornica. In vsak dan smo molili, nebeški oče, blagoslovi ta obklad. Bog blagoslovi to, kar delamo. Ker tega še nisem počela, ampak vedela sem, kakšen učinek ima Gabes. In njej ni bila všeč ideja, da bi imela tiste plošče noter, da ne bi mogla več hoditi in podobne, da bi imela poškodbe živce in podobno. Vse te stvari. Ampak ko je njen mož videl odziv samo od masaže, si je mislil verjetno, da lahko bolje naredimo doma. Torej, obdržali smo jo doma, vsak dan smo jo umili, rabili smo tudi posodo za WC, ker je bila popolnoma imobilizirana zaradi noge, da bi se pozdravila. In nekega jutra sem prišla ven, in to približno nekje po 5 dneh, in mi je rekla, in jaz sem sedela sicer nekje, kjer sem brala knjigo Zdravje na dosegu roke. In prišla sem v sobo in mi je rekla, Barbara, nočem te motiti s tvojim privatnim časom, ampak rekla mi, nekaj se je zgodilo v moji nogi prejšnjo noč. A res, kaj pa? Ni bilo boleče, ampak kakor... Tako mi je razložila in je rekla, da so se dogajale stvari. Res. Razumem, da je to dobro. To, kar piše Biblija v 1. Tesaloničanom 1:18, bo vsem dajte Bogu slavo. In potem se usedla in odprla Zdravje na dosegu roke, 416, ravno tam sem brala in točno to je to, kar sem prebrala. Bog stalno vzdržuje in uporablja kot svoje služabnike prvine, ki jih je ustvaril. Deluje po naravnih zakonih in jih uporablja kot svoje orodje. Jaz sem to prebrala tisto jutro, ko se je to zgodilo njej. Katie, poslušaj, to sem rekla. Bog stalno vzdržuje in uporablja kot svoje služabnike prvine, se pravi služabnike, prvine, ki jih je ustvaril. Deluje po naravnih zakonih in jih uporablja kot svoje orodje. Torej, v tej nogi se je dogajala operacija. Kaj ni to zanimivo? Hvala Bogu za to, ta čas. Bog je že vedel, kje bom, kaj bom brala. Katie se je skoraj zjokala in rekla, wow, neverjetno. 3 tedne je bila v postelji, po 3 tednih smo jo previdno vstali, jo dali na voziček in nesli na sonce, odprli rano in, nogo in se lepo malce posončila. Lepo je imela rjavo nogo po nekaj časa, po 6 tednih smo ji dovolili, da ostane z berglom in tako se je lahko šla stuširati. Nekega dne je prišla nazaj in se spotaknila. In jo gledam, ojej, v redu je, vse je v redu, hvala Bogu, vse je v redu. Ker padla je. In mi, ojej, ampak vse je bilo v redu. Ni se nič poškodovala. Verjetno je bilo po nekje 2 mesecih, po 6 tednih je bila na berglah in po 2 mesecih smo ji dali hoduljico, da je hodila malce in malce. Kdo ji bo povedal, koliko lahko hodi? Njena noga. Ko je bila v postelji in je bila malce predebela, je tudi izgubila težo. Zato, ker je veliko hidratov pojedla. Jaz sem ji pa samo dala takrat tisto, kar sem jedla in navdušila se za to. In po 3 mesecih je hodila zelo dobro z hoduljico. Po 4 mesecih je hodila brez hodulje in začela teči. Kaj ni to neverjetno? Torej šla nazaj k zdravniku, da jo rentgenajo in pozdravljena je bila.
Koleno je bilo pozdravljeno, tibija in fibija. Pozdravljene. In zdravnik je rekel, to sploh ni bilo zlomljeno. Gostje, ki pridejo na naš retreat, rečemo, Katie, pokaži, kako lahko tečeš. Jap, in teče. In potem gostje vidijo, gor in dol po hodniku. Kaj ni Bog dober? Resnično smo tukaj stopili korak v veri. Se spomnite, kaj je zdravnik rekel, da morda sploh ne bo več hodila? Pravilno in sploh? Da je verjetnost poškodbe živcev? Jaz sicer imam veliko zaupanje v kirurgijo, saj je kirurgija zelo napredovala. Tudi jaz sem delala v operacijski sobi. Wow, in kaj te ljudje lahko naredijo? To je absolutno neverjetno. Ampak operacija je zelo težka na zdrobljenem kolenu in zlomljeni fibiji in tibiji. Razumete? Kako lahko aplicirate te šraufe in vse te reči. In zato so rekli, verjetno ne boste hodili več normalno. Verjetno boste imeli poškodovane živce, zato ker je to zelo težko, da oni vse skupaj poflikajo. Tako vedno cenim in razumem njihovo delo. Ampak to je bila res neverjetna zgodba. In seveda, to je to, kar so oni tudi hoteli narediti. Če želite to storiti, potem bomo naredili vse, kar lahko mi storimo. Ampak seveda je 4 mesece, ko smo dajali gor obkladek vsako noč. Veste, kaj je neverjetno, da sta moja fanta tako veliko gabeza skopala, da sem v drugem hladilniku imela celo skrinjo tega, ko je Katie že bila zdrava in nismo več tega potrebovali. In še vedno je bilo v hladilniku. Sem odprla tisti hladilnik in sem videla, poglej ga gabeza, krkali. V hladilniku je 6 mesecev in krkali, ker je poletje prišlo. Wow, to je pa ta rasni stimulans. Zato nikoli ne daste tega na svoj vrt. Moj prijatelj mi nekoč rekel, pridim poglej moj vrt. Ravno smo sfrizirali naš vrt za pomlad. In sem pogledala tisti vrt. In verjetno je bilo tako velik vrt kot tale soba. In povsod so rastle male raslinice gabeza. Nekoč ga je imel samo v enem kotu. In potem je vse sfrezal, korenince. In potem sem mu rekla, kje boš pa sedaj imel vrt, ker se je vse razpaslo. Tukaj sedaj imaš gabezov vrt, kje boš imel pa zelenjavo. Zato, ker je to vse prevzelo. Mi imamo gabez samo v našem kotu in ga vedno moram puliti, ker se tako hitro širi. Brala sem, da ko ga daste v lonec z vodo in da nekaj tednov sedi noter, da je to čudovito gnojilo za vaš vrt. In če ga daste na kompostnik, ima podoben efekt na kravji gnoj. Torej gre za čudovito rastlino. Vidite, zato je tudi ena izmed prvih rastlin, ki sem jih dala na vrt. Tam, ker sem ga prvič izkopala in fanta sta vedno mogla iti drugam, to je bilo ravno za vrati. In razprostiral se je tako veliko, kot je približno kot tale miza in cement je bil na vsake strani. Torej popoln prostor za gabe, zato ker ni mogel nikamor iti. In ta del smo izčrpali. In ko ga ribate, vedno ostane taka mali košček. In kaj se je s tem naredila? Ja, tisti majhen košček sem vrgla tam na tisti vrt. In tako je zrastel nazaj, spomladi. In kot da nikoli nihče ne bi tam uporabljal. Zato, ker zaradi teh stimulansov rasti, ki jih ima v sebi. Torej, zelo čudovita rastlina, močna. Spomladi in poleti naberam listje in jih sušim. Zdrobim jih, ker so zelo suhi, in jih dam v posodo. In v Kanadi nekoč so me vprašali, koliko, ne? In tako sem rekla približno 100 poprečnih listov. Nekateri so veliki, majhni, ampak približno 100 poprečno. Jih zmelješ v skoraj 2 litra olivnega olja in potem dobro pretresem in pustim, da to sedi 2 meseca. In po 2 mesecih precedim vse skupaj in to sem potem pospravila v neko steklenico. Sedaj se že ukvarjamo z zelišči, te bomo govorili jutri. Tako sem torej začela pripravljati mazilo v enem vosek in v drugem olje, ko se je skupaj zmešala in jih ulila v glaške male. In tako to prodajamo kot gabezova krema.
In imeli smo ljudje, ki so rekli, ki so poskušali to kremo, odnesli domov in 2 tedna kasneje so naročili 10 takih glaškov. In tako temno-zelene barve je. Tako delamo našo kremo. Vprašanje, ali pomaga tudi pri poškodovanih, razpadajočih kosteh? Ja, seveda. Ni razloga, zakaj ne bi. Zato, ker rastni stimulans bo stimuliral celjenje v tkivih, kosteh, na vseh področjih telesa. Zelo močna rastlina. Vprašanje, ali ima krema isti učinek kot korenine, kot obkladek, ki ste jih uporabljali po zimi? Ja, če bi šlo za spomlad in poletje, bi listje strla in naredila obkladek. Ni tako močno kot obkladek, ampak nimajo vsi gabeza, da bi ga lahko uporabili. Še vedno pa je efektivno. Vprašanje, verjetno bi tudi bolj pogosto uporabljali, če je v kremi, kaj ne? Ja, tako je. Torej vidite, zelo dobro je za sklepe, še posebej za tiste razpadajoče sklepe. Zdaj, ker lubrikant res pomaga sklepom. Razpadajoči sklepi mislite artrozo, kaj ne? Pogosto je lahko tudi osteoporoza, artritis, podobne reči. Kot vidite, ko bomo šli skozi to, je, da boste morda menjali obkladke za določene probleme, ampak kaj bi si sedaj pogledali je kajenski poper. Kajenski poper je čudovita rastlina. Vprašanje nisem zastopil. Pravijo, da lahko. Spet vprašanje. Ali ga lahko uporabimo gabes tudi pri raku? Ja, lahko. Uradno pravijo, da je prenevarno uporabljati gabes, če bi ga uporabljali znotraj. Ena izmed mojih zeliščarskih knjig pravi, da je nekdo dobil kravo od mesarja, tam, kjer jih koljejo, in tam je kupil staro kravo. Tako stara krava, da je komaj hodila. In bila je tik pred tem, da bo usmrčena. Misli se je, da jo bo hranil z gabezom in to je to. Če umrejo vse. Torej, dal je bale in bale gabeza. Gabez je pustil, da se je malo postal, morda celo fermentiral. To je vedno, ko ga odrežete. In samo to je krava jedla. Gabez. Čez nekaj tednov je opazil, da se je krava pobrala. Opazil je, da je dobila tudi mišice, tonus, začela hoditi okoli, potem pa je začela proizvajati celo mlek. Zelo stara krava, ki naj bi jo ubili. Potem je začel molziti kravo, s tem, da je dajal samo gabez, in opazil je, da je smetana na mleku bila 3 centimetre debela. To je naredil kot eksperiment, zato ker pravijo, ne jemi gabeza v usta, zato ker lahko povzroča probleme z jetri oziroma poškoduje. No, na kravi tega ni naredilo. In ki mi delamo zelene sokove, dostikrat damo tudi malce gabeza noter. Jaz sicer ne svetujem, da ga jememo oralno, ampak to prepuščam vam. Moji fantje zaradi nekega razloga, strukture rastline, kosmate, kakorkoli, so včasih grickali to. In prišli z zelenim sokom okoli usta, so prišli noter v hišo. In Peter mi je nekoč rekel, mami, gabes je res dober, daj ga v solato, je rekel. Grizljal je po njem. Nisem ga ustavila. Torej, kajenski poper prihaja iz capsicum družine, čili prihaja iz čili družine, kajen pa je krvni stimulans. Nekateri pravijo, da ne bi smeli uporabljati kajenskega zaradi tega, ker je stimulans. Ne razumejo pa, kakšna je razlika med stimulansi. To je krvni stimulans. Torej, kje je življenje mesa? V krvi. Torej, vse, kar stimulira kri, ali ne bo to pospešilo zdravljenje? Absolutno. Staja knjiga Curing with Cayenne in avtor je Sam Weiser, zdravstveni žurnalist. Torej, zdravljenje s kajenom lahko dobite tudi digitalno. In v tisti knjigi piše, da če kajen daš skupaj s katerim kolim drugim zeliščem, da bo to povečalo njeno moč.
Torej, kot krvni stimulans, kajenski popr lahko aplicirate navznoter, da recimo spodbujete vašo klorovodikovo kislino. Jaz sem nekoč vzela kajenski popr zato, da bi oblažila vneto grlo. In ko sem imela zelo boleč in vnet hrbet, se spomnite, ko sem rekla sredi noči in sem si dala ingverjev obkladek in vzela sem tudi pol žiličke kajenskega popra v šalci vode in popila. To je analgetik. Ker eno jutro me je hrbet zelo bolel in ko sem vzela kajenski popr, približno pol ure je bolečina padla za 50%. Torej, kajenski popr je analgetik. In govorila sem z gospo, katere moževa roka je šla skozi neke rolerje. In celotna roka je bila zdrobljena. In konici dveh prstov sta že bili črni. In zdravnik je želel odrezati te prste. In ona me je kontaktirala in rekla, ne. In rekla, vse, kar moraš storiti, je, da pride kri na tisto območje. Se pravi, posuj malo popra gor po prstih in vse, kar lahko narediš, je zameni košček blaga, malce olja in malce popra posuj gor. In ta gospod vse, kar je počel, je delal 100%. In tako sta me klicala in sta mi rekla, preveč boli. In sem rekla, takoj vzamta dol. Potem sem rekla, pokaži ma, kaj si dala gor. Niti belega blaga nisi mogel videti, toliko popra je dal gor. Pretiravala sta. Torej, kar je potem začel delati, in to je zelo dobro delovalo, in jutri bomo govorili tudi o aloe veri, dal je aloe gel in četrtinko tiste količine popra. In to pa je lahko toleriral. Ampak hkrati je za njegovo bolečino sam jemal kajenski popr. Odkril je tudi tablete v Ameriki, ki imajo aloe vero noter in visoko dozo kajenskega popra. In rekel je, to mu je pomagalo njegovemu želodcu in hkrati tudi olajšalo bolečino. Rekel je, da je stojilo isto kot Tylenol. Tylenol je v bistvu protibolečinska tableta v Ameriki, v Avstraliji tega nimamo. Tam pri nas imamo ibuprofen, torej podobno je temu. Kajen je naredil to, kar so te protibolečinske tablete naredile. Kaj ni to neverjetno? In potem, ko si pogledate učitek kajenskega popra, to je analgetik, se pravi, zmanjšuje bolečino. Vprašanje, kakšna je v bistvu razlika med čilijem in kajenskim poprom? Ja. Obstaja kontroverza glede razlik med njima, ampak vse, kar lahko vidim, je to, da je čili prihaja iz čili družine in kajenski popr iz capsicum družine. Capsicum pa je na koncu mu niso odrezali prstov. V bistvu zdravnik ni moral verjeti. Torej, v kontaktu sem bila s tem gospodom vsake par dni. In ni moral vroče mrzlo delati, ampak po 2 tednih je začel delati tudi vroče mrzlo. In tako je dajal gor aloe vero in kajenski popr. In jutri, ko bom govoril, aloe veri ima tudi raznih stimulans noter. Notranje kajenski popr reči kri. Notranje kajenski popr odpira žile, se pravi razširi jih. Notranje kajenski popr ojača arterijske stene, torej je popolna rastlina za probleme s srčnimi problemi. No? Imam gospo, s katero se ukvarjam trenutno in blizu 40 in imela je že srčni napad in dali so ji že Wufrin tablete. Veste, kaj je to za ena tableta? To je v bistvu podgani strup. Podgane skrvavijo do smrti. Ampak tega ne dajo v tako veliki dozi človeku. Ampak veste, odkrijete, da ljudje na Wufrinu so mi povedali, da jim začnejo krvaveti nos, oči, dotaknejo se kože in se kar zgodijo poškodbe.
In sem rekla, kajenski poper je prav tako efektiven in celo veliko bolj efektiven, potenten in to brez stranskih učinkov. Napisala mi je nazaj in rekla, bojim se ustaviti. In rekla sem ji, Wufrin ti je verjetno rešil življenje v krizi, ampak te krize ni več, je že mimo. Naj kajenski poper bo storil to, bo rečil kri. Odprl bo kapilare in hkrati bo ojačal tudi arterijske stene. Wufrin pa samo reči kri in to je to. Čudovito zelišče torej za ljudi z srčnimi problemi, ki so imeli kap, srčni napad ali podobno. Vprašanje. Verjetno ni problem za starejše ali mladoletne, če jim damo to? Ne. Sploh ne. Kako aplicirate to? Interno ga lahko vzamete za rečenje krvi. 3-krat na dan ga lahko jemete, ja. Vsi ne morejo prenesti polovičko žličke, lahko začnete s četrtinko, kolikor prenesete. Vprašanje, kako je pa z srčno aritmijo? Srčna aritmija, o tem bomo govorili jutri, zato ker gre še za eno zelišče, ki pomaga pri temu. Ampak vedno razrečimo v vodi ali... Ja, ali direktno v usta. Voda pomaga. Malce bo ščemelo, ampak bo šlo čez. Poznate knjigo Back to Eden od Jethro Croft? On običajno nameni polovico strani vsaki rastlini, kajenskemu popru pa 10 strani. Back to Eden knjiga? Jethro Croft. Ta knjiga je bila napisana morda v poznih 19. stoletju in zelo je vplivala na njega tudi spisi Ellen White so vplivali. Kaj torej za zunanjo uporabo? Ali lahko uporabite kajenski poper zunanje in kako bi ga uporabili na zunanje? Zapomnite si, da stimulira kri. Torej, uporabite ga kjerkoli, kjer je morda premalo občutka, neobčutljivost, živci ne dela dobro. Torej, čudovito za ljudi, ki imajo hladne noge ali pa so izgubili občutek na nogah, da ne morete dati, smo rekli včeraj, ne morete dati ledene noge v vročo vodo in ne morete teh ljudi kar direktno dati v vročo vodo, ker ne čutijo. Lahko pa aplicirate kajensko kompreso. Kako torej storimo to? Damo zelo majhno količino olivnega olja in da ga date tako malo na ta obkladek. Sem začela s prstom. Če polijete gor, boste imeli preveč olja in potem bo olje šlo vse posod. Nogavice se naoljajo, če imajo čez noč, potem so še rjuhe, torej ni zabavno. Torej jaz samo malo popikam z oljem s prstom in medtem, ko dajem olje gor, je zato, je olje bo držalo kajenski poper pri miru. Če ne daste olja, bo kajenski poper samo nekam drugam odpadel. Torej, to sem odkrila, da je najboljši način. Imela sem sodelavce, ki so to dajali na podplate gostov in zjutraj smo imeli olje vse povsod po rjuhah. Ni zabavno. In če je neprijetno, če ne deluje, potem ne bojo tega ljudje hoteli več storiti. Torej, tukaj sem vam pokazala, torej napikala sem dala olje. In poper se bo prilimal na te točke. In potem daste približno polovico žličke kajenskega popra na nogo. In nogo položite direktno na to. In ne bo vas upeklo. Sploh ne bo upeklo. Ob 4 zjutraj bodo noge morda vroče. Saj moje so zelo vroče, ker jaz nimam mrzlih nog. Ampak če ima nekdo mrzle noge, bodo jutra, bojo noge že tople. Če ima dobro cirkulacijo, če imate pa dobro cirkulacijo, in razlog, zakaj imam jaz dobro cirkulacijo, je zato, ker telovadim. Torej vidite sedaj, koliko popra smo dali
In vidite, kako če tega olja ne bi bilo gor, bi vse skupaj padlo dol. To je razlog za olje. In vidite tudi, da sem dala malce plastike, kar se zgodi, da noka gre tukaj in potem daste štumf gor. In če ste morda zaskrbljeni, da bi olje padlo ven, potem dajte še eno plastično vrečko čez. In še eno volneno zokno čez. Odkrila sem, da ko ljudje nimajo občutka v nogah, jim daste to na nogo čez noč in zjutraj govorijo o tem, da čutijo iglice na stopalih. Torej, morda boste to delati vsako noč in občutek boste počasi dobili nazaj. Kaj ni to neverjetno? Kot vidite, imamo naravna sredstva, ki jih medicina v bistvu ne more porihtati. Če ima nekdo morda hladne noge, mnogo gospa imamo, ki pride z mrzlimi nogami, nosijo sandale po zimi, ko bi morali nositi tople čevlje in nekateri so tako navajeni, da imajo mrzle noge in včeraj sem omenila, da gredo celo prsti na nogah postanejo otrpnejo. Torej mi damo kajensko kompreso na podplat in zjutraj so podplati topli. Naslednjo noč ne bi dali te komprese gor, ker verjetno bi potem bile noge prevroče. Torej vsako tretjo noč, vsako drugo noč, ne pozabiti, gledamo na odziv telesa. In potem naučite osebo, da popolno zdravje zahteva popolno cirkulacijo in popolno kri. Torej, telovadbo potrebujejo in to bo dvignilo cirkulacijo, tudi v končine. Vprašanje, kaj pa, če ima oseba bolečine v rokah, samo bolečina ali pa karkoli. Lahko date kajenski kompresor. Če ima oseba bolečine v rokah, seveda lahko probate, ampak ne pozabite. Poizvedite zgodovino, zakaj imajo bolečino. Lahko probate, nič ne morete izgubiti. In veliko lahko dobite. Tudi premalo aktivna ščitnica, lahko date kajensko kompresor na ščitnico. Nekoč sem govorila o eni predavanju in tisto noč mi je gospa rekla, ali lahko imam kajensko kompreso na mojem vratu čez noč? Mene niso vprašali in jaz tega ne bi svetovala proti in povem vam zakaj. In zjutraj mi je rekla, dobre novice in slabe novice vam. Slabe novice je, da nisem spala in dobra novica je, da je delovalo. Torej, naredite za nekaj ur zjutraj in odkrila sem, da ljudje mi pravijo, da se zelo segreje in potem se sprosti in potem se spet segreje in spet sprosti. In za preveč aktivno ščitnico, kaj bi jo upočasnilo? Led. In potem to dajete gor in dol, gor in dol. V bistvu tretirate simptome, ampak ko uporabljate naravne metode, da tretirate simptome, potem olajšate simptome in hkrati pomagate zdravljenju. Zadnja reč, ki sem jo hotela, še dve reči, no. Eno je oglje. Oglje adsorbira. Ste že slišali za to besedo? Kaj pomeni beseda adsorb? Adsorb pomeni, da absorbira in nevtralizira strupe. Hkrati. To pomeni adsorb. Zdaj, ker je oglje absorbira in nevtralizira strupe, lahko porabimo v vseh primerih za strupljenje. V bolnišnicah danes, če ima kdo prekomerno dozo, mi je povedala, da je lahko izbirala med pumpanjem želodca ali pa vzame kozarec oglja. Površina aktivnega oglja je zelo velika. Majhen košček oglja ima površino, zdaj, ker je tako veliko luknjic noter, je ogromna površina. In ko strupi pridejo v stik s to površino, jih oglje absorbira in nevtralizira te strupe. In čudovita je manja oglja znotraj, da nevtralizira strupe, tudi čez prebavni trakt. Te strup ne bo zastrupil, zato ker je absorbiran in nevtraliziran. Torej lahko uporabljate interno, za drisko,
za zastrupljanje želodca, zastrupljanje s hrano, kaj podobnega. Vse bo to absorbiralo in neutraliziralo strup. Lahko tudi se uporabi na zunanjem za kakršnokoli zastrupljanje. Torej pike od pajkov, kač, ose. In kar je neverjetno, je to, da ko aplicirate oglov odpladek recimo na ugriz, pik, da bolečino odvzame skoraj takoj, instant. Ampak mešanje tega z vodo je tako, kot da bi mešal zemljo, blato, med zemljo z vodo. Fino je imeti nekaj, kar veže. Tu imam slippery elm, brest, in to je del ljubja bresta in o tem bom govorila bolj jutri. Ampak izgleda kot ljubje spremenjeno v prah. Kaj ne? Vidite? In ko dodate tukaj vodo, postane kot mehek žele. Polno za mešanje z ogljem. Torej jaz dam pol, oboje in še en razlog, zakaj je dobro prvo takoj zaprete posodo, ker boste v težavah, če vam to pade na tla, bo vse umazano. Jaz se običajno mešam pol in še en razlog, zakaj jih dajemo skupaj, je zato, da Jethro Kloth, Back to Eden pravi, da je slippery elm, brest, najboljši tisti, ki pritegne. Gre zelo globoko. Torej, daste, koliko potrebujete vode. Jutri bom govorila, kaj se zgodi, če jemljete to znotraj v telo. Sedaj pa bomo naredili kot obkladek. Če je pregosto, dodate še malce vode. Ampak medtem, ko mešate, boste odkrili, da postane kot mehek žele. In potem lahko to daste na obkladek. Če nimate slippery elm, lahko uporabite zmlete laneno seme ali pa celo psyllium husk, lušine indijskega trpotca. Psyllium husk je definitivno cenejša varianta kot pa brest slippery elm. Vprašanje? Lahko mešamo s kvinojo? Ja. Želite nekaj, kar ga bo vezalo skupaj? Gospod pravi, da je tudi malce sluzasto. Ampak ugibam, če uporabite kvinojo, bi jo bilo treba prvo skuhati. Če pa nekoga recimo ima pik od čebele ali karkoli, treba takoj narediti, ne morate kuhati. Laneno seme ali pa psyllium. Vprašanje oziroma komentar. Kaj pa chia semena? Chia semena. Ja, lahko. Ja, to bi lahko uporabili, ja. Ampak spet chia semena so malce dražja. Torej, to je postalo gosto, še malce vode bom dodala. Naredila bom majhen paketek za pik čebele, recimo. To daste plastiko spodaj, manjše, torej bom zložila malce bolj. Potem daste blago tukaj. Še bolj gost je. To se zgodi s slippery elmom, brestom. Vedno bolj se zgodi, bolj kot traja. Ki bi to uporabili ni samo pri piku, pri ugrizu, lahko uporabite tudi pri zelo razdraženem, recimo trebuhu, črevesju, ker vleče nase strupe. Ja, mislim ogle in slippery elm, brest mislim, ja. Torej vidite, kako se to kot en košček želeja zgleda. Lahko si predstavljate, če daste gor na pik direktno, ampak razpacka se. Zato pa vse skupaj naredimo v paketek, da ne zgleda vse pošrek, vse poprek. Obrnete okoli. In tukaj imate obkladek. Vidi se, Barbara skozi moti pa reče comfrey, misel pa ogle.
Pravi, da je že konc dneva. Torej, evo, obkladek z ogla. Je to aktivirano oglje? Ja, ampak ko sem bila v džungli, sem uporabljala oglje iz ognja. Aktiviran je malce bolj potenten. Ampak kakšnikoli oglje bo v redu. Torej, zadnja reč pa je ricinusovo olje. Ricinusovo olje prodre globlje kot katerokoli drugo olje. Kamorkoli gre, razbija buljce, kepe, grude, tudi čudne stvari na kosteh. Torej, če lahko te stvari razbije, lahko uniči fibroide, ciste, tudi tumorje. Torej, to je lahko del programa, ki bi ga morda nekomu predpisali, ki ima take probleme. Torej, kako naredite tak obkladek, kompresor? Več slojev tega želite imeti. Pogosto to uporabimo stare brisače, zato ker naši gostje porabijo veliko brisač vsak dan, jih veliko peremo vsak dan in te brisače razpadajo počas. Torej, tiste tanke uporabimo in naredimo v komprese za ricinusovo olje. Plastiko date spodaj in kar boste odkrili, in to bom narisala na tablo. Z ricinusom je zelo gosto olje. Rečemo, da je to vaša kompresa, vaš paketek teh večjih slojev, da ste olje približno toliko veliko. In potem bo kot mehurček, ker je tako gost. In potem počakate 10-15 minut in bo počasi se stopil do recimo sem. In potem daste na vaše toplo telo in vaše toplo telo bo ogrelo olje in bo prišlo do približno sem. Če bi pa vse prepojili z oljem, medtem ko se vaše telo to vse skupaj pogreje, nočete, da teče vse po vas. To ni zabavno. Olje, kompresata, v bistvu ni obkladek, ampak je kompresa. In kot kompresa nič ne vleče ven iz vas, ampak je sredstvo, da drži olje, da gre olje v vas. Torej, debelejša kot je kompresa, več olja bo držalo in več olja lahko gre v vaše telo. Če ga samo utrete, je to zelo lepljivo in kar traja, preden se absorbira. In eventualno gre noter, ampak verjetno ga boste mogli 20 minut utirati. Plastika tu zadaj v bistvu samo varuje vaše oblačila. Morda boste imeli to čez noč, boste zložili takole, boste paketek dali na posteljo in naslednjo noč odprli ponovno in ponovno uporabili. In če se vam zdi suho, dodajte še malce ricinusa. Boste dobili občutek za to. Jaz sem imela poškodbo na piščali, ker sem tekla prehitro nekje dol in sem se spotaknila in tako sem si poškodovala piščal. To je zelo bolelo. Krompirjevi obkladki. In je pomagalo, ja. In se je pozdravilo. Super. Ampak 8 let kasneje, zadnjih 8 let pa so moji avti bili avtomatiki. Jaz sem pa vedno vozila manualno, zdaj pa že dalj časa ne. Mi pa imamo avto z manualnim menjalnikom. Torej je ta noga delala zelo veliko sklopkov. In mi živimo v džungli. Torej veliko ovinkov. In pred mnogo leti avto, ki sem ga imela, ni imel bremz. In ko smo šli čez džunglo, sem se naučila uporabljati v bistvu sklopko in prestave. In vsakeč, ko sem šla okoli ovinka, namesto da bi bremzala, sem šla prestave dol in potem tako odvila. Jaz sem verjetno vozim malce drugače kot vsi drugi. Ko ga vozim jaz, uporabljam zelo veliko naše prestave, ker sem se naučila ne uporabljati bremz. Torej, nov avto in ga sedaj uporabljam veliko in potem moja noga začela boleti in boleti.
In sem si mislila, ojoj, preveč delam na sklopki. Michael je rekel, ti boš avtomatika vozila. Tako sem prešaltala na avtomatik in 2 tedna kasneje me je še vedno bolelo. Vidite, ko ne vidite odziva, potem začnete razmišljati, kaj je s to nogo. Moj sin, ki se malce spozna na masažnega terapista, Peter, poglej si mojo nogo. Brutalen je s svojo masažo. Rekel, tu si imela poškodbo. Pa sem se spomnila, ja, se res. Pred 8 leti. Tu imaš brazgotinske tvorbe. Tkivo, to je treba razbiti, je rekel. On to masira s palci in jaz umiram. Rekel, mama, dihaj, sam dihaj. Jaz pa sem samo toliko prenesla njegove terapije in potem naslednji dan in je bilo še bolj brutalno. In potem sem rekla, Peter, mama, moramo to uničiti, moramo. Sam dihaj, mama, sam dihaj. In sem se odločila, da bom nežno to storila. Odločila sem se, da bom nosila ricinusovo olje kompreso. In to sem nosila 24 ur na dan. Zato, ker sem vedela, da ricinusovo olje lahko zgladi brazgotinasto tkivo. In tako sem to nosila, mislim, da 6 tednov, 24 na dan. In isti obkladek. Morda vsakih 24 ur sem dodala malce olja. In moja noga ni imela več bolečine. Zelo globoko gre, razbije brazgotine, zelo dober je tudi za trebušno votlino. Za ljudi, ki so imeli operacije in leta kasneje imajo morda bolečine zaradi brazgotin in podobno. To bo preprečilo tudi razvoj brazgotin in zmehča jih. Endometrioza, fibroidi, v maternici, ciste na jajčnikih, policistični jajčni sindrom. Zato pa potem daste gor kompreso ricinusovega olja. Ljudem pa povem, trajnost, konsistentnost je ključ. Ne bo šlo stran v enem dnevu, tednu, kar bi morda naredili za trebušno votlino, bi bilo približno tako veliko. Od boka do boka, od sramne kosti do popka. Približno tako področje. In zapomnite se, bolj debela kot je kompresa, več olja bo držalo in več olja lahko gre v vas. Rak prsi, zatrdline v prstih. In kar sem odkrila, je pri gospeh, ki mi povedo, da jim najbolj pomaga, ko kupijo organski bombažni vložek za hlačke in potem dajo ricinusovo olje tja gor. Zato, ker je zelo absorbutiven, ker ima plastično spodnji sloj. Hkrati pa svetujete tudi, da imajo njihove športne nedrčke iz bombaža ali iz bambusa. In brez žice, zato ker žice prekinejo pretok limf, torej pod rokami, cirkulacija. Tako počasi vidite, ko gremo skozi to, da ko ima oseba problem, jemljete iz različnih zakonov, različnih obkladkov in vodnih terapij in tako dobite cel program za osebo. Za žolčne kamne, ledvične kamne, za kostne ostroge, take bulice iz kosti. Zelo pomaga. Vprašanje? Za ledvične kamne tudi kompresa? Ja, tako je. In to date potem seveda tu zadaj, na ledvica. In lahko kupite in celo naredite to blago za obkladke, ki imajo te ježke. In to je dobro, da drži recimo na jetrih. Ricinusovo olje bo pomagalo razgraditi žolčne kamne. Kakršenkoli problem z jetri, ko bo ricinusovo olje prodrlo globoko in kjerkoli prodre, tudi očisti tisto okolje. Torej, recimo za slinavko, da montirate obkladek kompreso tu levo zgore. Torej, gospa zelo vnetim kolenom, ko je dala ingverjev obkladek gor, naslednjo noč lahko namesto ingverja nosi ricinusovo olje kompreso. Naslednjo noč pa krompirjev obkladek. In tako lahko menjate svoje obkladke. Vprašanje, kako pa je z notranjo uporabo ricinusovega olja? Sploh ne? Ne, to je iritant notranje. Torej, jaz tega ne predlagam.
Srečala sem nekaj gospodičen, katerim je bilo rečeno, da če bodo vzeli ricinusovo olje, da bodo šle v porod. Ampak nisem pa tega še videla, da bi se to zgodilo. Vprašanje, ali lahko kupite slabo kvaliteto ricinusovega olja? V bistvu ne. Gre za ricinus, kjer se ga stiska. Na Jamajki, ko sem bila pred nekaj leti, so rekli, ali vam lahko kaj zrihtamo. In sem rekla, ja, prosim, jamajski ricinus olje. In dali so mi 2 veliki steklenici temno rjavega jamajskega ricinusovega olja. In še vedno ga imam doma. Eno steklenico sem dala v zdravstvenem centru, eno pa sem jaz obdržala. Očitno je, da ko je temno rjavo, je ricinusovo olje bilo prepraženo in je malce bolj potentno zaradi tega. Ampak mi ga uporabljamo ne glede na to. Včasih smo kupili tisto čisto ricinusovo olje, ki ga kupiš pri drugje in isto je efektivno. Vem, da je nekoč veljalo kot zdravilo imati ricinusovo olje preko ust, ampak v bistvu ni efektivno toliko čez usta. Kot prej je bolj kot iritant. Vprašanje, ali ga lahko uporabimo na koži? Ja, lahko ga uporabite na koži. Vem, da Jamajkanci si ga namažejo v lase in je zelo lepljivo, res je, ja. In tako lepljivo je tudi na koži, ampak če ga drgnete približno 15 minut, potem bo šel noter, ja, se bo utrl. Zakaj to delajo za lase? To hrani lase. Torej hrani lase in ljudje na Jamajki imajo te skodrane lase in jih to malce ukroti. Vprašanje. Piše, da je nekako dobro proti izpadu las. Ja, tako je. O tem bom govorila malce več jutri, o izpadanju las in nekaj kombinacij, ki jih lahko uporabite. In tudi ricinus je lahko del tega, to je res. Še ena reč glede ricinusovega olja. Rečeno je, poročajo, da razgraja katarakt, sivo mreno. Torej, 1 kapljico olja v vsako oko, ampak kar je še lažje, in ljudje so mi to tudi povedali, da dajo kapljico na prst in si jo masirajo na veko. In to gre potem noter, ne. Očitno je, lahko pomaga tudi za glavkoma. Ko si bomo pogledali zelišča, nekaj dni bomo imeli zelišča, bomo šli tudi do zelišč, ki lahko pomagajo pri tem. Torej, eno je pranje z zelišči in potem se lahko utre z ricinusovim oljem preko veke. Zelo lepljivo na začetku, ampak čez čas se to utre noter. Morda počnete to 2 ure pred spancem, zato da se ne zalimate na polšter. Kot žena, ki veliko pere, sem zelo pazljiva na te stvari, da je vse čisto. Čestitam vam, da ste tako dolgo sedeli in poslušali. Za danes bomo zaključili in molila bom. Oče nebeški, hvala ti, da si nas učil danes. Zahvaljujemo se ti za zelišča in obkladke, naravne tretmaje, ki si nam jih dal. Molimo, Oče, da bi nam pomagal obdržati to spoznanje in ga uporabiti na najboljši način. Molimo, da bi vsak izmed nas imel počitek in telovadbo, da bi lahko bili pripravljeni za jutri v šoli. V Jezusovem imenu, amen.